Nagrajeni kuhar na znani univerzi je zdaj obtožen umora. Žrtev naj bi bila njegova žena. Še bolj srhljivo je to, kje se je vse to zgodilo. Imamo ključne podrobnosti policije o tem, kako naj bi se zgodil domnevni umor in kaotična aretacija. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Ljudje v univerzitetnem mestu v Novi Angliji poskušajo razumeti, kaj se je ponoči zgodilo na kampusu, v kar je bil vpleten nekdo, ki so ga postavili na piedestal kot vir ponosa za svojo šolo. Govorimo o 36-letnem Jeffreyu McDonaldu, ki ga je Ameriška kulinarična zveza leta 2025 razglasila za kuharja leta. In to je le ena izmed številnih nagrad, ki jih je kuhar McDonald prejel za svoje kulinarično znanje kot kuhar na kampusu Univerze Massachusetts Amherst, UMass. Zdaj, ko imate v mislih njegovo podobo kot nagrajenega kuharja na šoli, vas prosim, da si ogledate to sliko. To je on danes zjutraj na sodišču, po poročanju WWLP v zahodnem Massachusettsu. Pojavil se je na sodišču v okrožju Hampshire v Massachusettsu, obtožen umora. In to še ni vse. Kmalu bomo prišli še do drugega dela zgodbe. Seveda je vsak umor šokanten in žalosten. Ampak ta primer polni naslovnice, ker se zdi, da gre za neverjeten padec iz milosti. Hrana v menzah na številnih šolah, bodimo iskreni, je lahko precej pusta. Pripravljena je množično za lačne študente. Morda se sploh ne spomnite, kakšna je bila hrana na vaši šoli. Ampak na UMassu je drugače. UMass je bila 9 zaporednih let izbrana za številko 1 na seznamu najboljših šolskih menz po izboru Princeton Review. Torej, ko govorimo o kuharju McDonaldu, je bil res pravi mojster v kuhinji na šoli, ki je znana po vrhunski kakovosti hrane. In nihče ni pričakoval, da bo pristal na sodišču obtožen umora. Ta zgodba je res šokantna, tega ne morem dovolj poudariti. Skupnost v Amherstu v Massachusettsu je trenutno brez besed. Šola ima več objav na svojih družbenih omrežjih, kjer je prikazan McDonald, kako prejema pomembne nagrade. A vendar je ta podoba povsem drugačna od tistega, kar je navedeno v policijskem poročilu, ki smo ga pravkar prejeli tukaj pri Law and Crime. To poročilo razkriva nekaj ključnih podrobnosti o tem, kje se je to zgodilo, kako naj bi se ta domnevni umor zgodil in kako je osumljenec poznal žrtev. In na videz kaotičen prizor, ki so ga policisti opisali, ko so poskušali aretirati McDonalda. Torej, poglejmo podrobneje. In v tem primeru je še vedno veliko stvari, ki jih moramo izvedeti. Preiskava je še vedno v zelo zgodnji fazi. Zato bom zdaj povabil Willa Svillara, upokojenega poveljnika detektivov, da nam pove, kako bi lahko potekala ta preiskava. In čeprav se zdi, da je del tega primera povsem jasen, sva se že pogovarjala o tem, da v takšnih zgodbah to morda ne bo tako tudi v prihodnje. Preden pa preidemo na to, bi rad govoril o vsem, kar v tem trenutku vemo in kar je zapisano v kazenski obtožbi, vloženi na okrožnem sodišču Eastern Hampshire v Massachusettsu. Tako se začne. 22. aprila 2026, približno ob 19:40. 2. Policisti iz Policijske uprave UMass Amherst ter gasilci in reševalci iz gasilske enote Amherst so bili poslani v sobo 423 hotela UMass na naslovu One Campus, Centerway, Amherst, Massachusetts, potem ko je bil opravljen klic na številko 911, v katerem so opisali izredne razmere na tej lokaciji. Glede na okoliščine so se odzvali tudi policisti iz Policijske uprave Hadley, to je bližnje mesto, da bi pomagali. Kaj že vemo? Obtoženec v tem primeru je bil ta ugledni kuhar na UMass Amherst. In žrtev, kot poročajo številni mediji, vključno z Boston Globom, je bila njegova žena. Prav tako je zaposlena na isti šoli. Policijsko poročilo razkriva, da se je to zgodilo v hotelu, ki je dejansko na kampusu. To je takšen hotel, v katerem bi morda bivali vaši starši med vikendom ob podelitvi diplom ali če bi Minutemen imeli nogometno ali košarkarsko tekmo in ste njihov navijač. Vredno je omeniti, da hotel UMass v celoti upravlja šola. Ni povezan z nobenim zunanjim podjetjem. Preden nadaljujem, želim izpostaviti nekaj ključnih vprašanj, ki jih imamo v tej zgodbi. Saj ni tako jasno, na koga je bila soba registrirana ali kdo je poklical 911.
In ti podatki bi lahko bili zelo pomembni, ko se bo ta preiskava odvijala. Prav tako je vredno poudariti, da poročilo navaja, citiram, glede na okoliščine je posredovala druga policijska postaja. Zato se je treba vprašati, kaj so policistom povedali, ko so ponoči odšli v ta hotel. Nadaljujemo torej s tem policijskim poročilom. V poročilu piše, da je ob prihodu policistov prišlo do nasilnega spopada med njimi in moškim Jeffreyem C. McDonaldom, med katerim je J. McDonald metal predmete v smeri policistov in večkrat udaril enega policista univerze UMass v obraz. Na podlagi tega policijskega poročila to zagotovo ni bil običajen klic. Policisti so se nasilno spopadli s tem vrhunskim kuharjem na kampusu, ki naj bi med postopkom metal predmete v njihovo smer in celo večkrat udaril policista v obraz. A to ni bilo vse, kar so prvi posredovalci našli ob prihodu. Našli so nekaj veliko bolj temačnega in tragičnega kot to. Ob vstopu v sobo 413 so policisti našli mrtvo žensko s hudimi poškodbami. Glede na resnost poškodb ženske, se je preiskovalcem zdelo očitno, da so bile njene poškodbe posledica nasilnega napada. Torej, po navedbah v kazenski ovadbi, policisti menijo, da je bila ženska, ki so jo našli mrtvo v isti hotelski sobi, žrtev nasilnega napada na podlagi njenih poškodb. Torej, če ste policist v tej situaciji in ste pravkar imeli domnevno nasilen stik z McDonaldom, zagotovo povezujete stvari in sklepate, da se je v sobi 423 zgodilo nekaj domnevno nasilnega. A tukaj zgodba dobi še bolj šokanten preobrat. J. McDonald je bil aretiran in prepeljan na policijo UMass Amherst. Potem, ko so mu prebrali Mirandine pravice, je J. McDonald govoril s preiskovalci in priznal, da je namerno pretepel svojo. Prekrito. In ponovno, mediji kot je Boston Globe poročajo. To je bila njegova žena, ki jo je do smrti pretepel z rokami, nogami in različnimi drugimi topimi predmeti. In da je imel namen, da jo s tem ubije. Kazenska ovadba ponovno prikriva eno izmed besed tukaj. Vendar lokalna poročila, vključno z Boston Globe in Mass Live, ki pokriva zahodni Massachusetts, pravijo, da je bila žrtev dejansko njegova žena. In po navedbah policije jim je priznal, da jo je namerno pretepel do smrti z rokami, nogami in različnimi topimi predmeti. Če pogledate na to z vidika preiskave, bo izjava, ki naj bi jo dal potem, ko so mu prebrali njegove pravice, zelo ključna za tožilce pri gradnji njihovega primera. Na prvi pogled bi lahko tudi vi pomislili, glede na to, da naj bi bila žrtev njegova žena, ali je šlo za zločin iz strasti. Motiva sicer ne poznamo. Nič od tega zaenkrat ni bilo razkrito. Prav tako policija ni razkrila imena žrtve, to pa poročajo lokalni viri, vključno z Boston Globe. Identificirana je kot 31-letna Emma McDonald. In po podatkih iz javno dostopnih evidenc Zvezne države Massachusetts je bila leta 2023 nadzornica jedilnice na UMass. Zato je vredno ugibati, da sta se ta dva najprej spoznala prav prek univerze. Toda policijsko poročilo se zaključi z navedbo, da je bil Jeffrey McDonald obtožen umora prve stopnje ter napada na policista in fizičnega nasilja nad njim. Prav tako je bilo odrejeno, da ostane v priporu brez možnosti varščine. Preskočimo na četrtek, 23. aprila, ko je McDonald viden v sodni dvorani okrajnega sodišča vzhodnega Hampshira z lisicami na rokah za hrbtom, medtem ko poteka njegova obravnava. Med kratkim zaslišanjem je McDonald zanikal krivdo za obtožbe in mu ni bila določena varščina pred narokom za presojo utemeljenega suma. To je razpisano za 22. maj. Zdaj, preden povabimo naše goste, da malo več povedo o tem, kako bi lahko potekala ta preiskava, se je treba vprašati, kako se počuti skupnost na kampusu, skupnost v Amherst glede vsega tega in kaj naj bi se domnevno zgodilo v zadnjih 24 urah. Tukaj je uradna izjava rektorja Univerze Massachusetts Amherst, Javierja Reyesa, ki med drugim pravi, citiram, želim priznati, da so te novice pretresljive in globoko vznemirjajoče za naš kampus. Naše misli so z vsemi prizadetimi, vključno z družinami, prijatelji in sodelavci vpletenih oseb. Prav tako se zavedam, da lahko pomanjkanje popolnih informacij še poveča stisko, ki jo mnogi občutijo. Vendar je to potrebno za zaščito integritete tekoče preiskave. Prosimo, vedite, da so v tem času vsem, ki jih potrebujejo, na voljo oblike pomoči. Spodbudam vas, da poiščete podporo, ter si med seboj stojite ob strani in si dajete prostor. Še naprej bomo delili posodobitve, če in ko bomo to lahko storili.
Zdaj se nam pridružuje upokojeni poveljnik detektivov čikaške policije Will Svilar, da bi z nami govoril o tem primeru. Hvala, da ste z nami. Veste, ko preberete policijsko poročilo, naj bi Jeffrey McDonald ne le vzel življenje svoji ženi, ampak to storil na brutalen način, kot opisuje policija. Zdi se, da je, ko so policisti prispeli na kraj dogodka, domnevno napadel policiste, enega udaril v obraz in vanje metal predmete. In potem to primerjate z javnim dojemanjem tega moškega kot nagrajenega kuharja v študentski menzi. Na zunaj to preprosto nima veliko smisla. Kaj se vam je do zdaj najbolj vtisnilo v spomin? No, ko govorite o družinskem nasilju in količini nasilja ter agresije, ki je vpletena v to, pomislite na nekaj stvari. Ena stvar, ki vam jo lahko povem, je, da ni bolj eksplozivne situacije kot v domačem okolju. Ker če pomislite, kdo pa je? Ni osebe, ki bi v vas vzbudila več strasti in jeze kot nekdo, ki ga imate radi ali za katerega vam je resnično mar. In to se lahko zelo hitro, zelo slabo konča. Drugič, če je to nekaj, kar ni značilno za njegovo osebnost, morate pomisliti, da je morda vpleten vpliv drog ali alkohola. Ker gre tudi on skozi to in, veste, ne vem kako. Veste, v sobi sta dve osebi. Ena od njiju je mrtva, veste, in nadzorni posnetki iz hotela bi vam to lahko pokazali. Ampak v policijskem poročilu piše, da po Mirandinih pravicah vse prizna, tako se sliši. In prizna točno to, kar se je zgodilo. On je to storil, nameraval je to storiti. Ko imaš tako priznanje kot član organov pregona, kaj še sploh potrebuješ za obsodbo? In vem, da smo še vedno v zelo zgodnji fazi tega. No, prizorišče moraš obdelati tako kot vsako drugo prizorišče ali katerokoli drugo prizorišče. Vzeti moraš vzorce od žrtve, vzeti moraš vzorce od storilca. Postreganine izpod nohtov, nekaj takega. Mislim, očitno je prišlo do zelo nasilnega boja, ker je bil nekdo pretepen do smrti. Ampak moraš obdelati vsak del tega dokaza, ker, veš, govoril sem o substancah kot so droge in alkohol. Zagovornik lahko kasneje zagotovo reče, da izjava ni bila dana prostovoljno, zaradi prisile ali vpliva drog ali alkohola. Zato moraš narediti vse ostalo. Moraš opraviti preostanek primera. In fizični dokazi so izjemno pomembni. In ne vemo, kaj je bilo v njegovem organizmu več takrat. Ne vemo, kaj je pripeljalo do tega. Ne vemo, kaj se je dogajalo v njunih življenjih. Mislim, zagotovo od zunaj se zdi, da je imel, vsaj glede na vse, kar je imel on. O njej zaenkrat ne vemo veliko, ampak on je imel vsaj veliko stvari, ki so mu šle na roko. Ampak ko? In tukaj postane še bolj zapleteno. Mislim, govorijo o tem, da je uporabljal roke, noge, naj bi pretepal svojo ženo, uporabljal naj bi tudi predmete v sobi, očitno, da bi pretepal svojo ženo. Mislim, res popolnoma brutalna smrt, vsaj glede na to, kar opisuje policija. Kaj to pomeni? Kako način smrti vpliva na vašo preiskavo in na to, kako poskušate sestaviti, kaj se je zgodilo? Mislim, pri vašem pregonu boste govorili o nasilju in dejstvih. Ko vidimo topo poškodbo, ki vodi v smrt, včasih pomislimo na prometne nesreče. Ampak prometna nesreča je en dogodek, kjer pride do zelo katastrofalnega dogodka in si ubit. Ali pa je del tvojih organov ali glava ali kaj podobnega poškodovanega. Pri pretepanju gre za večkratne ponavljajoče se poškodbe in to morate predstaviti v svojem pregonu in v svojem primeru, da pokažete stopnjo nasilja. Prometna nesreča je eno, padec za zgradbe je eno, ampak biti pretepen do smrti je povsem nekaj drugega in izgleda popolnoma drugače. Zato je zelo pomembno, da jasno predstavite, kako se je to zgodilo. Ker potem je drugi del tega, ko pride policija, to je policija UMass, Hadley, kar je bližnje mesto, pridejo in kar samo gledam policijsko poročilo tukaj. Veste, kar trdijo, da je Jeffrey McDonald naredil, je, da naj bi jih začel napadati. Naj bi udaril policista v obraz, metal predmete na policista. Kako to vpliva na to preiskavo, kjer imate ne samo to nasilno smrt, s katero se ukvarjate v sobi, ampak se sooča tudi z obtožbami napada in pretepa nad policistom? No, in to je dodatna obtožba, absolutno. Vložite vsako obtožbo, ki je primerna. Naj se temu tam pravijo hujši napad na policista ali napad na policista. To obtožbo vsekakor dodate, ker to kaže na njegovo duševno stanje, na to, kako se je obnašal, ko ste prispeli. Zdaj, druga plat tega je, da če obramba lahko pokaže, da je to popolnoma izven njegovega značaja, bodo to izkoristili. Kot na primer, poslušajte, ta človek je miren, ne vemo, kaj se je zgodilo. Lahko bi bilo, kot smo prej govorili. Ne vemo, ker še ni rezultatov toksikologije. Lahko so bile droge, lahko je bil alkohol, lahko je bilo karkoli. Torej bomo to uporabili, vendar bo tudi obramba to uporabila kot nekaj, kar odstopa od njegovega značaja.
Ja, tukaj je del o njegovem domnevnem priznanju. Veš, McDonald je govoril s preiskovalci, med katerimi je priznal, da je namerno pretepel svojo ženo do smrti z rokami, nogami in različnimi drugimi topimi predmeti in da je bil njegov namen, da jo s tem ubije. Če se toksikološki izvidi vrnejo in ni veliko najdenega, bi obramba lahko rekla, je šlo za duševno zdravstveno težavo. V njegovem telesu so bile droge in tega ne vemo. Ponovno, naj bo to kot opozorilo, ampak recimo, da se nič od tega ne potrdi. In to je njegovo priznanje. Kaj še sploh potrebuješ na tej točki? Če imaš tako trdno priznanje, kaj bi obramba sploh lahko naredila? Kakšne obrambe si že videl, da jih odvetniki uporabijo v takšnih primerih? Vedno napadejo utemeljenost razloga za aretacijo. Vedno napadejo prostovoljnost izjave. Obstaja nekaj načinov, kako pridobiti takšno izjavo. Če vstopiš v sobo in se prepira s tabo ter izbruhne vse te stvari, ti pa ne postaviš nobenega vprašanja, se temu reče spontana izjava. In lahko mu dovoliš govoriti. Če pa boš postavljal kakršnakoli vprašanja o tem, kaj se je zgodilo, ga moraš prej poučiti o pravicah po Mirandi. In če poda izjavo potem, ko je bil poučen o pravicah po Mirandi, in predstavljam si, da je veliko tega posnetega na telesno kamero, če ne celo vse, je to velika ovira, ki jo mora obramba premagati, vendar bodo zagotovo izpodbijali prostovoljnost izjave oziroma priznanja. In prepričan sem, da veš, da si žal v svoji karieri delal na veliko primerih umorov v družini. Mislim, kako pogosto se zgodi, da imaš par, ki se zdi, da ima toliko stvari, ki mu gredo v življenju prav. In spet, o njej trenutno ne vemo veliko. Ampak vsaj zanj vemo, da je imel, veš, če delaš v študentski prehrani, mislim, ta tip je bil očitno glavno ime med kuharji. Potem pa naj bi imel še to drugo plat, kjer bi bil domnevno sposoben narediti kaj takega. Kako pogosto v teh primerih nasilja v družini pride do popolnega nasprotja med tem, kdo so javno, in tem, kar se potem dejansko zgodi, kot v tem primeru v hotelski sobi v sredo zvečer. No, povem ti tole. Nikoli ne vidiš, da bi bil nekdo umorjen že v prvem primeru družinskega problema ali prepira. Običajno obstaja zgodovina, zdaj ali je to prijavljeno ali ne, nekdo drug ve za to. Če obstaja zgodovina družinskega nasilja, je bilo to ali že prijavljeno policiji, ali pa je o tem govorila družinskim članom ali prijateljem. Zelo redko se zgodi, da nekdo kar tako zgubi živce in zagreši umor že prvič, ko nekoga napade v okviru nasilja v družini. Seveda pa nimamo pojma, kaj se dogaja v domovih drugih ljudi. Naša zunanja podoba je lahko popolnoma drugačna od tega, kar se dogaja znotraj v njihovih domovih. Torej, redko se zgodi, da je to prvič in da je tako nasilno. Mislim, da boste videli, ko bodo začeli govoriti z družinskimi člani, da je bilo v preteklosti nekaj družinskega nasilja. Kje začnete, ko gre za to, da je v priporu? Imate to priznanje. To ni primer, kjer bi ugotavljali, kdo je storilec, ampak poskušate ugotoviti, kaj se je dogajalo v njihovih življenjih. Veste, ali je tukaj v igri kakšna finančna težava, ali je prisotna kakšna druga dinamika. Kje sploh začnete sestavljati koščke njihovega življenja? Veste, ko začnete s priznanjem in osebo v priporu in je vse tam, morate samo rekonstruirati dogajanje za nazaj. V redu, imamo priznanje. Vemo, da je on to storil. Ni skrivnost. Vemo, da je on to storil. Ali se osredotočite na motiv? Ja, osredotočite se na motiv. Mislim, poskušate ugotoviti, zakaj je to storil. Ampak pri obravnavi primera, kot policist, detektiv in nekdo, ki je aretiral, da bi razrešil primer, včasih motiv sploh ni pomemben. In vem, da bo zvenelo čudno, ampak včasih so dogodki, ki vodijo do tega, vsi del primera. Ampak če imate tako jasen primer, tega ni storil nihče drug in eden od dveh ljudi v sobi to prizna. Z vidika preiskave imate trden primer. Zdaj, če ste kaj vredni kot preiskovalec, boste v poročilo vključili možne motive, ker bo vse to prišlo na dan na sojenju. Ampak veste, moramo paziti, da ne gremo kar bang, 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 ta primer je zaključen, gremo na naslednjega. Malo morate vseeno raziskati. Ko pride do tega, in ne vem, kakšno je njegovo duševno zdravje, ampak včasih je nekdo, veste, in zdaj govorim bolj nasplošno, mogoče ima depresijo, mogoče ima anksioznost, mogoče ima kakšno duševno motnjo, za katero je bil diagnosticiran. Ampak potem pomisliš na obrambo in je tako, da imaš obrambo zaradi neprištevnosti, kot je obramba v afektu. Vidiš, da se nekatere od teh obramb uporabijo. Kako potem duševno zdravje vpliva na to, če veš, da je bil on edina druga oseba v sobi in da obstaja tudi to priznanje, če obvelja? Kako to vpliva na to, kako nekateri zagovorniki poskušajo najti luknje v preiskavi, ki bi jo nekdo, kot si ti, vodil v takem primeru? Torej, v tem konkretnem primeru je težko najti luknje v preiskavi.
Kar bodo morali storiti, in breme dokazovanja je seveda na tožilstvu, da onkraj razumnega dvoma dokaže, da je ta oseba storila umor. Obramba pa mora poskušati predstaviti olajševalne okoliščine. Z drugimi besedami, kako lahko to iz umora prve stopnje spremenimo v umor druge stopnje zaradi nenadnega in močnega afekta, ali pa uporabimo obrambo z neprištevnostjo ali začasno neprištevnostjo, da umilimo kazen. To ne upravičuje dejanja. V redu, mislim, očitno nisi popolnoma nor, saj imaš službo ali vodiš kuhinjo, si kuhar. Toda nenaden in močan afekt, to bodo poskušali uporabiti kot olajševalno okoliščino za zmanjšanje obtožbe iz umora prve stopnje. Torej, to bodo naredili. Ne bojo se sklicevali na duševno bolezen, vse te stvari. In vem, da je to pogosto in da je vredno razmisleka, ampak to ne upravičuje takega vedenja. Torej bo obramba poskušala le omiliti obtožbo za grozovit umor prve stopnje, če z njo še ni bil obtožen. In vem, da je, veste, vsekakor v primerjavi z umorom in, veste, napad in pretep policista resna obtožba. Ampak potem pomisliš, česa je obtožen, da je storil v tisti hotelski sobi. Kako to vpliva? Če dobi dosmrtno kazen zaradi obtožbe za umor, potem pa imaš še to obtožbo za napad in pretep, kako to vpliva na potek primera? Ker sem prepričan, da je obstajal posnetek s telesne kamere. Na voljo bodo tudi posnetki hotelskega nadzora. Imeli boste izjavo policista. Po navedbah policije naj bi bil nekdo tudi udarjen v obraz. Kako ta del vpliva na celotno sliko poteka primera, če predpostavimo, da bo spoznan za krivega umora, ki ga je, kot kaže, že priznal, domnevno glede na policijski zapisnik? Kako je ta del sploh pomemben, razen da gre za dodatno obtožbo, ki bi lahko podaljšala kazen za določeno število let? Naj te vprašam tole. Kaj se zgodi, če ga spoznajo za nedolžnega? In zdaj ostanejo še tiste spremljevalne obtožbe za hujši napad in podobno. On odide skozi vrata. Zdaj ne vem, kaj bo to prineslo. Lahko prinese 3 do 5 let zapora, slabo za policijo. Ampak kaj, če mu uspe odbiti obtožbo za umor? A pa v kateremkoli takem primeru, kaj, če jim uspe premagati obtožbo za umor ali pa jo znižajo na uboj? Dodati morate tiste druge obtožbe, da lahko dosežete višjo kazen. Kaj pa tebi izstopa? Ker del mene si je mislil, v redu, torej so v tem hotelskem kompleksu na kampusu, kjer običajno pomislim, da bi tam bivali starši med vikendom mature, ali pa če ima UMS košarkarsko ali nogometno tekmo, mogoče tam bivajo navijači na kampusu. Ampak, veš, oni delajo tam, oziroma on dela na tej šoli. Živijo v Wolverhamptonu, ki je, mislim, kakšnih 20 minut stran. In je sreda zvečer. Zakaj sta, veš, to je bilo moje vprašanje, zakaj ta par ostaja v tem hotelu na sredo zvečer? No. To je res dobro vprašanje. Tukaj je še en del tega vprašanja. Čigava hotelska soba je bila to? Kdo je najel to sobo? Bi lahko šlo za primer in spet nočem kriviti žrtve. Nočem reči, da se je to zgodilo, ampak ali bi lahko šlo za primer, ko on pride noter ali ona pride noter in ga najde v situaciji, v kateri ne bi smel biti? Čigava hotelska soba je to? Kdo je najel hotelsko sobo v sredo zvečer? Ja, in kaj pa je to? Veš, in to je tudi del tega. Policija ni, veš, to nekako pride do bistva tega policijskega poročila, ki je zelo neposredno. Mislim, da ima zagotovo nekaj zelo vznemirljivih podrobnosti glede tega, kako naj bi domnevno ubil svojo ženo in, veš, domnevno napadel policiste potem. Ampak tukaj ne slišimo veliko o okoliščinah. Vemo, da je bil tudi klic na številko 911, ki je bil opravljen iz te določene hotelske sobe. In vprašanje je, kdo je opravil ta klic? Je bil to kdo, še posebej, ker so bili v 4. nadstropju? Ni tako kot v predverju, kjer bi lahko imel receptorja tam spodaj, ki bi to lahko slišal, ampak kdo je opravil klic na številko 911, ki je potem pripeljal policiste in ne le nekaj policistov. Tam je bila tudi policija UMS. Na to je odzvalo več enot. Tudi to se zdi veliko vprašanje. No, v enem izmed sporočil sem prebral, da so se odzvali na klic zaradi umora, ne zaradi motenja javnega reda, ampak na klic zaradi umora. Torej, če je bil klic res takšen, tega sicer ne vemo, ampak če je bil res takšen, je nekdo nekaj vedel. Morda je on poklical. Prav, in mislim, da je bilo tudi tako, še vedno je bilo nekaj tazga, kjer so poslali, videl sem lokalni novinarski članek o tem, da so poslali opozorilo na kampus. Torej, to ni bilo nekaj, kjer bi nekdo v baru mogoče popil preveč in bi potem rekli, pokličimo par policistov, da ga odpeljejo ven. Zdi se, da je bilo to nekaj precej resnega že od samega začetka. Kaj vse vključuješ, ko pišeš to policijsko poročilo? No, in v bistvu, veš, na nek način je vprašanje, koliko informacij boš v tem trenutku sploh dal javnost. Kaj pa vpliva na odločitev, da v poročilo vključiš samo osnovne podatke, povzetek tega, kar vemo v tem trenutku, namesto da bi razkril, kdo je poklical na številko 911?
To je oseba in potem še več podrobnosti o tem, kaj smo videli, ko smo prišli na kraj dogodka. Tako to deluje. Tako smo to počeli pri nas v Chicagu. Prvi policist, ki pride na kraj, bo napisal začetno poročilo o primeru. Kdo, kaj, kdaj, kje, zakaj. Ne veliko več kot to. Kriminalisti bodo prišli in nato bodo celotno preiskavo zapisali v dopolnilno poročilo. Zdaj, razlika med poročilom o aretaciji in poročilom o primeru je ta, da poročilo o primeru pripoveduje zgodbo. V poročilu o aretaciji samo predstavite dokaze, ki podpirajo obtožbe, ki jih navajate v tem poročilu o aretaciji. Na ta dan in datum je bil ta in ta aretiran, po priznanju, da je storil umor ali karkoli je že storil, pretepal. Torej, to je tisto, kar napišete v poročilu o aretaciji, razlog za sum, ki podpira aretacijo, podpira obtožbe, ki jih navedete v poročilu o aretaciji. Poročilo o primeru prvega posredovalca. Kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj. Vse, kar veste. Pridejo detektivi in tam zapišete celotno zgodbo. In bo videl, kaj se bo zgodilo. Mislim, zelo žalosten primer. Mislim, veste, zagotovo je to padec v nemilost v kulinaričnem svetu, ampak ženska izgubi življenje na grozljiv način. In videli bomo nekatere podrobnosti, ko bodo prišle na dan zelo zgodaj. Kot veste, to snemamo takoj potem, ko je bil priveden pred sodišče tam v okrožju Hampshire v Massachusettsu. Will Svillar, upokojeni poveljnik detektivov pri policijski upravi v Chicagu. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste z nami. Hvala, ker ste me povabili, Chris. To je vse za oddajo On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.